Dobrodošli v zadnji oddaji Kulturni raport v letu 2023. Ogledali si bomo par izbranih prispevkov iz leta, ki se izteka, in se spomnili, kako bogato je lahko kulturno dogajanje. Skočimo najprej v Benetke, kjer smo se udeležili arhitekturnega bienala. Laboratorij prihodnosti je geslo 18. mednarodnega arhitekturnega bienala v Benetkah, ki se je pričel preteklo soboto. Trajal bo do konca novembra. Kuratorka letošnjega bienala je arhitektka Leslie Loko, ki je četrta kuratorka v 40-letni zgodovini bienala. Na laboratoriju prihodnosti sodeluje 89 udeležencev, med katerimi jih je več kot polovica iz Afrike ali afriške diaspore. Letošnji arhitekturni bienale v osrednji plan postavlja boj proti podnebnim spremembam. Prizadeva si za ogljično nevtralnost s spodbujanjem načel trajnosti pri zasnovi in postavitvi ter delovanju svojih dogodkov. Zlatemu levu, ki predstavlja glavno nagrado na bienalu, se je tako letos pridružil še zeleni. Oznaka Green Lion je letošnja novost in označuje projekte, ki se osredotočajo na okoljsko trajnost. Tudi slovenski paviljon je eden tistih, ki letos nosi oznako zelenega paviljona. Ta Green Lion je pa v bistvu iniciativa komisarjev, ki smo se združili, v bistvu prepoznali skozi eno stremljenje k temu, da delujemo tukaj v Benetkah trajnostno. Kar pomeni, bienale seveda pomeni tudi eno veliko obremenitev za lokalno okolje Benetk, tako skozi to, da se tukaj prinese ogromno količino materiala, ogromno ljudi, ogljični vtis je zaradi transporta zelo visok, tako transporta surovin kot transporta ljudi. Zato smo se v bistvu odločili, da začnemo letos prvič s to iniciativo, ki se zaenkrat kaže v tem, da smo, kolikor je bilo le mogoče, v bistvu zasnovali paviljone, ki so tako v smislu svojega koncepta, svoje postavitve, pa tudi v bistvu razgradnje potem zasnovani, kolikor je le mogoče trajnostno. In s to inicijativo želimo seveda tudi nadaljevati, tako da kdorkoli bo nadaljeval oziroma bo imel prihodnjič to vlogo komisarja ali pa če bomo nadaljevali tako kot je sedaj, bo pač, mislim, da smo del te iniciative, da je to izjemno pomembno. Arhitekturni bienale se odvija v vrtovih, Arzenalu in v zgodovinskem središču Benetk. Skupno se bo predstavilo 63 nacionalnih paviljonov. Z našo televizijsko ekipo smo bili na odprtju slovenskega paviljona, ki je postavljen v razstavišču Arzenal. Dober dan in lepo pozdravljeni na otvoritvi slovenskega paviljona na 18. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia. Slovenski paviljon z naslovom Plus minus 1 stopinja Celzija v iskanju dobro uglašene arhitekture je zasnovalo 5 arhitektov, tokrat tudi v vlogi kustosov. Eva Gusel, Maša Mertel, Mertel Vrabič arhitekti, ter Anja Vidic in Jure Grohar iz biroja Vidic Grohar arhitekti. Med nami še posebej lepo pozdravljam ministrico za kulturo Republike Slovenije, dr. Asto Vrečko, ki jo vabim k besedi. Hvala lepa. Najprej vsem najlepša hvala, da ste se udeležili. Res je lepo videti v slovenskem paviljonu toliko veliko ljudi, sploh po zadnjim, ko 2 leti nazaj je bilo praktično prazna otvoritev, kajti zaradi epidemije takrat se še ni povsem vrnilo življenje tudi na bienale. Tako da je res lepo, da videti vse vas tukaj in pa tudi celoten bienale, ki je zaživel in živi, kot da ne bi bilo te velike prekinitve vmes. Najprej seveda bi se rada zahvalila Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, v prvi vrsti komisarki Maji Vardjan in pa asistentu Nikoli Pongracu za vso izjemno delo ter vsem sodelavcem muzeja, ki so sodelovali pri organizaciji paviljona. In potem v drugi vrsti, seveda po prvi vrsti njihovi delo, ki ga tukaj delamo, arhitekti, avtorji, avtorice, torej že omenjeni Maša Mertel, Matic Vrabič, Eva Gusel, Jure Grohar in pa Anja Vidic, ki so opravili izjemno delo in predstavili pomembno in aktualno problematiko.
Pri tem so seveda ostali zvesti svojemu avtorskemu jeziku, izpostavili aktualne probleme, s katerimi se sooča tudi naša država, njihovo delo in se navezali na bienale in temo bienala, ki ga je izpostavila kuratorica, torej Laboratorij prihodnosti. Pravičen prehod in pa uporabo tako gradbenih materialov, razmišljanje o trajnostni arhitekturi je nekaj, kar moramo ponotraniti vsi na vseh področjih, ne le znotraj arhitekture, ampak tudi znotraj politik, državnih politik, odločevalci in pa tudi vsak izmed nas posameznik, ki se s tem ukvarja. Moramo se tako vprašati, kaj je tisto, kar lahko nas nauči iz zgodovine in kaj so tiste stvari, ki nas peljejo v prihodnost. Beneški bienale je res svetovna prireditev, pomembna prireditev, mednarodna prireditev, kjer se Slovenija predstavi tako celotnemu svetu. In hkrati pa pomeni laboratorij, razmišljanje, kjer ni treba, da se razmislek postavi zgolj na tistih nekih realnih možnostih danes, ampak razmišlja onkraj in preko, kam pravzaprav želimo iti. In za nas je tudi za Ministrstvo za kulturo zelo pomembno, da smo tukaj zastopani, da smo zastopani v teh res prostorih, kjer nas vidi najširša javnost, tako strokovna, kot vsa ostala, ki obišče ne le v teh dneh, ampak tudi potem do novembra Benetke. Tako da res izjemna hvala vsem in želim vam uspešno otvoritev in ne dvomim, da bo ta projekt odmeval še dolgo. Hvala lepa. Slovenski paviljon se letos predstavlja s projektom Plus minus 1 stopinja v iskanju dobro uglašene arhitekture. Za komisarko Republike Slovenije so imenovali kustosinjo za arhitekturo in oblikovanje v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Majo Vardjan. Arhitekte kustose smo zbrali na podlagi javnega razpisa, ki ga je Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot delegirana institucija objavil septembra lani. In v bistvu na razpis je prišlo kar veliko predlogov, predvsem arhitektov manjše generacije. Mi smo pa iskali projekt, ki bi bil najbolj celostno zasnovan s temo, ki odgovarja tako lokalnemu in pa mednarodnemu arhitekturnemu diskurzu in pa ki v bistvu arhitekturo postavlja v nek širši družbeno-ekonomski in pa seveda tudi okoljski koncept. Tako da izbran je bil potem projekt Plus minus 1 stopinja Celzija v iskanju dobro uglašene arhitekture. Projekt slovenskega paviljona je sestavljen iz 3 delov. Prostorske instalacije razstavljene na slovenskem paviljonu v Arzenalu, medresorske konference, ki bo potekala jeseni v Ljubljani, in publikacije, ki bo izšla v juniju. Gre za 3-delni projekt. En del projekta je tukaj razstava, ki prikazuje koncept raziskave teh arhitektov in pa seveda teh 5 prostorskih principov. Potem je publikacija, ki bo šla junija, ki tudi prikazuje predvsem ta raziskovalni analitični del projekta in pa konferenca, ki bo jeseni v Ljubljani v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. In ta konferenca bo obravnavala te prostorske principe oziroma energijske principe, njihovo aktualnost za sedanjost in pa prihodnost in bo združevala tako gospodarstvo, ekonomijo, znanost in pa seveda arhitekturo in kulturo, tudi dediščino. Tako da kakšen bo format konference, bo mednarodna z udeležbo keynote speakerjev iz tujine. Kako natančno bo pa program in format, pa še ne vemo, se še razvija. Slovenski paviljon sta zasnovali skupini arhitektov mlajše generacije, biroja Mertel Vrabič arhitekti in Vidic Grohar arhitekti. Osnovno izhodišče slovenskega paviljona je kritična obravnava odnosa med arhitekturno zasnovo stavbe in njeno energetsko učinkovitostjo. Se pravi, danes se večinoma gradi zelo podobno kot pred 50 leti, medtem ko situacija ne samo, bi rekel, ko družine funkcionirajo, ampak sploh ta situacija energetske krize je nekaj povsem novega. Se pravi, arhitektura se mora kritično odzvati na to. In zato smo pač pogledali v preteklost, v primere vernakularne arhitekture. Vernakularna arhitektura je tista brez znanih arhitektov, ki so jo skozi leta ali pa skozi stoletja na osnovi izkušenj zgradili naši predniki. Zdaj, ker je tukaj pomembno, včasih so bili viri skromni
In tudi energijo je bilo treba, ker še ni bilo teh centralnih oblik ogrevanja, bilo treba energijo, ali to toplota, ali hlad, zadržati na nek z arhitekturo, na arhitekturen način, ne, ali pa za naravo. In to so neki v bistvu izhodišča, ki so podobna kot danes, zato smo pogledali te situacije. Kar pa je pomembno, mi nimamo nekega romantičnega odnosa do preteklosti, ampak zato smo izlušali iz teh vernakularnih primerov principe. Ne? In te principi so pa, kako lahko mi v bistvu z arhitekturnimi prijemi rešujemo pač to problem ogrevanja in ohlajevanja. In mi smo potem povabili 50 kolegov in kolegic iz arhitektov in iz drugih kreativnih disciplin, da vsak iz svoje druge evropske regije predlaga nek vernakularen primer. Iz tega smo deducirali principe, 5 iz teh principov je predstavljenih v tem paviljonu in zgradijo skupaj eno abstraktno bivališče. Ne? Avtorji slovenskega paviljona v ospredje postavljajo tezo, da se v današnji arhitekturi na energetsko učinkovitost stavb gleda preozko, le da zadosti tehnično zakonodajnim pogojem. V takem razmisliku sta arhitektura stavbe in njena energetska učinkovitost največkrat ločeni in neodvisni komponenti. Ekologija, to, kar mi trdimo, da mora postati ekologija ne naknadna misel ali pa neka tehnična rešitev, nič nimamo proti tehničnim rešitvam, ampak izhodišče, s katerega zgradiš arhitekturo. In ekologija, tako družbeno gledano, mora biti eno izhodišče za sploh naše, tudi vaše, kakršnokoli delovanje, a ne, v današnjem času. Tako da pač tudi arhitekti, a ne, kot eni izmed deležnikov v družbi, pač moramo se s tem spoprijemati, nujno. A ne. V svojem projektu so raziskali primere bivalnih vernakularnih objektov iz Evrope, ki vprašanje energetske učinkovitosti v nasprotju s sodobno arhitekturo obravnavajo kot bistveni del arhitekturne zasnove. Izziv ali hipoteza njihovega projekta se naslanja na vprašanje, ali lahko z enostavnimi rešitvami spremenimo gradbeno industrijo. Naprimer, da bi toploto lahko uravnavali s pomočjo arhitekture, ki so jo poznali že v vernakularni arhitekturi prejšnjih stoletij. Vernakularni objekti oziroma arhitektura je arhitektura, ki je nekako nastajala spontano, brez avtorja, skozi generacije in nas je zanimala zaradi nekih pametnih, ampak hkrati enostavnih rešitev, ki so se potem skozi več leta potrjevale kot dobre, na katerih so potem ljudje gradili naprej. En primer je, eden najboljših primerov, v bistvu, ki jih tudi tukaj predstavljamo, je iz Slovenije, naprimer plančarska koča na Veliki planini, kjer je v času sezone, torej pašne sezone, bival pastir v minimalni celici na sredi hleva, obkrožen s svojimi živalmi, ki so mu potem na nek način za svojo toploto predstavljali dodaten sloj izolacije. Avtorji s svojim projektom tematizirajo ekologijo v arhitekturi in se v ta namen obračajo v preteklost, ko je bila arhitektura že v zasnovi ekološka. Svoje ideje so ponazorili s 5 različnimi principi uravnavanja električne energije oziroma toplote s pomočjo arhitekture. V stanovanjih z visokimi stropi se lahko na primer toploto zadržuje s spuščanjem stropa z uporabo blaga. Naslednji princip je spalna niša v steni, v katero je potisnjena postelja. Po tem principu se prostor samo ogreva s pomočjo telesne temperature človeka, ki v njem spi, saj se zrak zadržuje v niši. Podobno učinkuje princip sobe v sobi, ko znotraj večjega prostora umestimo manjšega. Soba znotraj sobe in izhaja iz nekega lepega slovenskega vernakularnega primera pastirske koče na Veliki planini. To, kot vemo, so pastirji bili v zelo majhnem prostoru, okrog katerega je bil zgrajen hlev, pokrit hlev, se pravi v tej debeli coni so bile pa pač živali, krave, ovce in podobno. In to sobivanje z živalmi, to ni bilo samo zato, da so od njih imeli hrano, ampak v bistvu je bil tudi energetski, hkrati arhitekturni princip, je nastala ta posebna hiša. Ona je pa za nas zanimiva in pomembna zato, ker si lahko predstavljamo eno večje bivališče, ki ima eno temperaturo in znotraj recimo neke manjše sobe, ki imajo druge temperature. Se pravi, lahko smo varčni z energijo, ampak hkrati živimo na en drug način. Ampak hkrati pa taka manjša soba tudi omogoča umik, mir in tako naprej. Ne? Pri projektu je pomembna tudi izbira materialov. Vsi uporabljeni materiali so izolativni in naravni. Stene so narejene iz naravnega filca iz ovčje volne, proizvedenega na Koroškem,
ki je vpet med lesene okvirje iz slovenskega lipovega lesa. Tla so sestavili iz opeke. Po koncu bienala novembra letos bodo celoten paviljon demontirali in ga uporabili na novo. Tla bodo namenili za študentske delavnice, filc ponovno uporabili, iz lipovega lesa pa naredili pohištvo. Za zaključek, mogoče lepa zgodba, lipa, je, kot vemo, se pojavljala historično v starih slovenskih vaseh. In ona je bila na sredini vasi, ona je v bistvu izjemno dobra senca, tam gosto krošnjo prav tako dobro ščiti pred dežjem. In zato je ona postala neko socialno središče mesta, tam se je trgovalo, tam se je posipalo, tam se je sprejemalo politične odločitve. Se pravi, ona je bila, bi rekel, socialni kondenzator, ampak tudi bioklimatska točka v mestu, kar je tudi en izmed principov, ki ga tukaj prikazujemo. Avtorji paviljona iščejo alternative obstoječim sistemom gradnje s ključnim vodilom, da bi za razliko od sodobne prakse vprašanje ekologije obravnavali celostno, kot neločljiv del od arhitekturne zasnove in skozi to prizmo razmišljajo o arhitekturi prihodnosti. Mislim, da so vse te rešitve možne. Seveda morda kdaj urbanistična pravila kaj ne omogočajo, ampak je pa treba neko drugo rešitev najti. To je v bistvu to, kar mi so nekaj, kar se sugeriramo, in je treba stvari preinterpretirati pa prilagoditi, ampak seveda na drug način je pa treba tudi prevpraševati urbanistična pravila, ves čas, da omogočajo nek sodoben način projektiranja in potem bivanja. Jaz mislim, da to sploh ni utopija, ker nam tudi vernakularni primeri kažejo, da nekoč pred to visoko tehnologijo je vsaka arhitektura bila nujno že v svoji zasnovi ekološka, ker se je morala tako ali drugače z materiali, tlorisom, torej svojo arhitekturno zasnovo odzivati na klimatske pogoje. Tako da jaz mislim, da se je za to tehnologijo, ki je sicer super, sploh če izkorišča zeleno energijo, da se je nekako izgubil razmislek o tem, kako lahko ekološko gradimo tudi za samo arhitekturo, torej kako lahko snujemo stavbe, ki so že v svojem izhodišču ekološke. Svojim pristopom se odmikajo od percepcije, da so vernakularne arhitekture zgolj relikti zgodovine. Namesto tega jo razumejo kot živ in za sodobnost aktualen primer energetskih principov, s katerimi lahko kritično reinterpretiramo sodobno arhitekturo. No, sej mi mislimo, da to, kar mi tukaj raziskujemo, to je del enega, to je tudi na bienalu, tem beneškem, se dosti arhitektov s podobnimi, na podoben način ali pa tudi na drugačen način ista vprašanja proba razrešiti. Tako da mogoče zanimivo je pač v tem, mislim, da ne gre toliko, koliko si ti drugačen, ampak koliko ti prispevaš. In to, karkoli arhitekt ali pa kdorkoli razmišlja, je prispevek k nečemu. In tudi mi smo gledali, da mi nekaj se pogruntamo, mi smo to premislili, zbrali, interpretirali, ampak smo povabili 50 kolegov, da prispevajo, ker to znanje ali pa vedenje se s tem poveča, če več ljudi o nečem razmišlja. Tema projekta je aktualna tudi glede na trenutno energetsko krizo, v kateri se nahaja Evropa. Slovenska ministrica za kulturo je prepričana, da bo slovenski projekt prikazal določene usmeritve za prihodnost. Ta razstava nekako se ukvarja predvsem z razmišljanjem o trajnostnem prostoru, podnebnih spremembah in pa tudi z vprašanji energetsko vzdržne gradnje. In kulturna dediščina ima v bistvu vse te lastnosti nekako že v sebi, kajti pred nekimi tehnološkimi in drugimi rešitvami je seveda bila gradnja tista, ki je pravzaprav najbolj uravnavala toploto, način gradnje, izbira materialov in tako naprej. Tudi gradnja v različnih predelih Slovenije ali pa v drugih delov sveta je seveda vedno odgovarjala nekim klimatskim pogojem. Tako da tudi v tem paviljonu, prav s tem, ko so uporabili avtorji tako različne materiale, ki so prisotni v naši državi, kot tudi to nanašanje na kulturno dediščino, na trajnostne principe, kajti ti principi
tradicionalni, so mnogo bolj trajnosti kot pa neki, ki uporabljajo umetne materiale in tako naprej. Po drugi strani pa seveda je to tudi hkrati povezovanje arhitekture, nekih politik usmerjenih v zeleno, v zeleni prehod in pa slovenskega znanja, podjetij, obrtništva in tradicije. Arhitekturni bienale je vedno nek laboratorij. Tu se vedno razmišlja tako na skupni razstavi, kot znotraj paviljonov, o možnostih, o drugačnih rešitvah, svetovih, idejah, predstavlja neke inovacije. Tako da vsekakor principi se morajo začeti uporabljati, ne le, da bi se lahko morajo, ker vsi moramo razmišljati tako pri velikih gradbenih podjetjih, kot tudi pri manjših posameznih, o nekih načinih, ki bodo vzdržni. Tudi direktive in pa usmeritve Evrope in drugih držav grejo o tem, da je potrebno obnavljati, ne graditi, uporabljati materijale, ki so že trajnosti ne umetnih, tistih, ki pač se ne okolju ne puščajo globoke sledi. Po drugi strani pa seveda tudi politike morajo temu slediti, to se trudimo tudi na Ministrstvu za kulturo, hkrati pa to pomeni tudi neko povezovanje, sam paviljon pomeni povezovanje različnih arhitektov, različnih znanj, podjetij, obrtnikov, zgodovine, arhitekture in tako naprej. In vsekakor je prihodnost v povezovanju vseh strok, kajti le tako lahko pridemo do najboljših rešitev, ki seveda bodo okoljsko naravnane. Udeležili smo se tudi festivala Melodije morja in sonca, na katerem je letos zmagal Primorec Gregor Ravnik. V soboto je zmagal torek. Govorimo o festivalu Melodije morja in sonca, ki se je že 42. leto zapored odvil v Auditoriju Portorož in kjer smo videli 14 tekmovalnih skladb v izvedbi znanih slovenskih glasbenikov, med katerimi so bili tudi glasbeni novinci. Po skupnem seštevku točk, zbranih prek telefonskega glasovanja, strokovne žirije, radijskih postaj in občinstva v amfiteatru, je zmagal Ankarančan Gregor Ravnik s skladbo Torek. Občutki so fantastični, fenomenalni in težko opišem to, kar res čutim zdaj. Res sem vesel za to zmago in da je publika nagradila torek. Besedilo za skladbo je napisal sam, za glasbo in aranžma pa sta poskrbela Marko Hrvatin in Mitja Bobič. Beseda torek se v pesmi pojavi samo enkrat, a je kljub temu skladba dobila takšen naslov. Zdelo se nam je zanimivo, da bi mogoče ne dali prav tipičen naslov po refrenu, pa veš, da tega sploh ne znam recimo, ali pa ne zapuščaj me danes. Je torek mogoče še tak bolj zanimiv naslov, pa pritegne lik zaradi tega, ker ni tipičen naslov, ki bi ga človek dal mogoče skladbi. Končal je Akademijo za glasbo in medicinsko fakulteto, kjer se je izšolal za zobozdravnika, sedaj pa deluje v obeh vodah. Nekajkrat na teden dela v ambulanti, sedaj pa se pripravlja že na novo sezono, tako v operi kot v zabavni glasbi, čaka ga tudi snemanje albuma. 2 točki manj pa je prejela skupina Boom, ki se je predstavila skladbo Portoroško sonce in tako zasedla 2. mesto. Poleg tega je skupina prejela nagrado Danila Kocijančiča za najobetavnejšega izvajalca srečanja. Nagrada Danila Kocijančiča je taka nagrada, ki nikoli si nismo predstavljali, da bi lahko sploh dobili, ker danes, ko smo videli, ne bom rekel konkurenco, rekel bom, ko smo videli naše sodelavce, glasbene sodelavce, smo tle sedeli med vsemi generalkami, smo se rekli,
trda prede, komu bodo to dali letos. Veliko je mladih izvajalcev, bilo veliko ekstremno talentiranih izvajalcev in to, da smo mi dobili to nagrado, ne počutimo se vredni, ampak smo zelo, zelo hvaležni, da smo jo. Podelili so še 2 nagradi. Za najboljšo glasbo, ki jo je prejela skupina Bombshell za pesem Potujem, za najboljše besedilo pa je prejel Matjaž Romih za skladbo Običajen par v izvedbi skupine Bossa znova. Kaj pa je pri nagrajenih skladbah nastalo prej, glasba ali besedilo? Joj, težko bi, zdaj se pa ne spomnim. Jaz ponavadi, koliko te poznam, so ponavadi besedila in pol melodija. Ja. Pri tem je najprej glasba, potem pa naknadno besedilo, tako da jej! Večer sta vodili Lorela Flego in Bernarda Žarn, ki sta se jima s humornimi vložki pridružila tudi Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač. Pred razglasitvijo rezultatov so odre zavzeli še Lea Sirk, Eva Boto, Slavko Ivančič in Tulio Furlanič, ki so zapeli venček melodij, posvečen velikima slovenskima glasbenikoma Danilu Kocijančiču in Enzu Hrvatinu. Pesnik in pisatelj Feri Lainšček se je mudil v Kopru in povprašali smo ga o njegovem najnovejšem delu. Koper je obiskal slovenski pesnik in pisatelj Feri Lainšček. V okviru niza prireditev Svet v vodnjaku je koprskemu občinstvu predstavil svoj novi roman. Gre za drugo knjigo iz trilogije z naslovom Petelinje jajce. Prva knjiga Kori pastir je bila med bralci lepo sprejeta, saj je doživela 4 ponatise ter bila nominirana za Kresnika. O vsebini nove knjige je avtor povedal. V teh knjigah se na en poseben način ukvarjam z svojim otroštvom. V prvi knjigi nekje tam do starosti 3 mesecev, v drugi knjigi pa z tistim otroškim obdobjem 5-6 let, se pravi s tako imenovano fazo magičnega mišljenja pri otroku. Ampak to je samo neka taka notranja moja preokupacija, če tako rečem. Drugače je pa to slika časa, v katerem sem preživel otroštvo. Knjiga je avtobiografija, a je napisana tako, da bralec dobi občutek, da gre za literarno delo. Spomine, na podlagi katerih je bila knjiga napisana in ki se jih je avtor na začetku procesa komaj da spominjal, je obujal na različne načine. Pomagal sem si z Jungovo metodo aktivne imaginacije, ki je v bistvu, če bi tako rekel, neka oblika psihoanalize ali pa mogoče regresije. Tako da sem odkril mnoge stvari, ki jih moj zavestni spomin ni hranil. Se pravi tisto, kar je odrinjeno, potlačeno, skrito, namerno pozabljeno ali pa ne. Tako da je v bistvu to za mene ena taka zelo lepa avantura, pravzaprav neka lepa izkušnja pisateljska. Feri Lainšček je znan tudi po svoji poeziji, za katero pravi, da je zanj intimno početje. Sam meni, da je liričnost, ki se prebuja v človeku, v njegovi poeziji ujeta na način, ki je arhetipski, saj opaža, da se njegova poezija dotakne mnogih. Nočem, kako bi rekel, zelo komplicirano govoriti o svoji poeziji. Na prvi pogled mogoče deluje lahkotno, ampak v bistvu ni tako. V bistvu si to, kar je videti najbolj preprosto, neke te preproste resnice, rabiš dolgo pot, da prideš do njih. Nerad piše po naročilu, saj se opira na svoj navdih. Z roki se ne obremenjuje in jih ne upošteva, a pravi, da založba to spoštuje. Tretji in zadnji del trilogije bo izdan konec naslednjega leta, naslov pa še ni znan. Deseto obletnico delovanja je proslavila obalna glasbena zasedba Nowhere. Obiskali smo njihov koncert v CMK-ju. Če naprema to pica. Kaj, ne bom pretežek? Ker sem na pljuči že cel rdeč. To je Nowhere, 4-članska glasbena skupina iz Kopra, ki ustvarja indie rock glasbo. Minuli vikend so nastopili v Centru mladih Koper, kjer so pripravili jagodni izbor preteklih 3 albumov oziroma opus zadnjih 10 let delovanja. Pred koncertom so z nami delili, kakšen podvig je bil priti do prve okrogle obletnice. Grozen. Polno vinkov. Ja.
Ne, nismo šli nikoli straight forward. Pač mi smo imeli, ne bi rekel ups and downs, ne? Vedno smo tako konstantno laganini, napredovali v vseh elementih. Ja. Nekaj ovir, kot povsod, drugače pa še kar lišo, no. Razen covida, ampak kdo ga pa ni izkusil. Občinstvo je najprej ogrel kitarist in vokalist Mark Godina s svojim projektom Market Garden. Center mladih Koper so napolnili mladi in malo starejši, ki so nato uživali ob uspešnicah Square, Love Indifferent, Colors in še mnogih drugih komadih skupine Nowhere. Kaj je zdela unikatne, drugačne od ostalih bendov? Jakob. To je sicer zelo res. Drugače pa, kaj nas dela unikatno? Verjetno to, da ne sledimo preveč nekim trendom, se ne uklanjamo smernicam trga, pač delamo to, kar nam je kul, pobiramo inspiracijo tam, kjer nam je všeč in vedno dodamo svojo patino notri. Tako da mislim, da je to edina stvar, ki se jo spomnim, drugače se nimamo za ne vem kako unikatne, no, pač, razen Jakoba. Pravijo, da jim je nastopanje pred domačo publiko najlepše, saj je vzdušje bolj sproščeno. Od zadnjega izida albuma je minilo že 1 leto, zato imajo Nowhere v načrtu tudi 4. album, ki so ga že začeli pripravljati. Ogromno enih faz je, ne vem, od predstavitve ideje v bendu, pa pol skupno diskutiranje, kaj, ko daš skupaj vse komade na album, skušaš najti neko rdečo nit in pol greš v studio in pol je spet, mislim, je kar ovir vedno nekako, potrebno je dosti nekega usklajevanja drug z drugim, ne, okusov različnih in v bistvu kompromisov na koncu. Ful so v redu drugače, ful so cool, vidim kaj Nowhere, ne, Nowhere, to, ne. Vedno iščem nove bedne komade, tako da fantje, vlastne prihodnost na YouTube. To moraš vključiti, to tudi. Ko združimo mlade, gledališče in glasbo, dobimo festival Fuga, letos prvič pod tem imenom. Spomnimo se dogajanja. Danes se z megafonom udeležujemo Fuge. V Koper so prejšnji teden prispeli študentje iz slovenskih in tujih dramskih akademij, saj so nastopili na festivalu Fuga v gledališču Koper. Fuga je festival uprizoritev glasbe in akademij. Že 4. leto delamo ta festival, je mednarodni festival študentov dramske umetnosti in pa glasbenikov, ki pridejo v Koper in tukaj preživijo cel teden. Spijo tukaj, se spoznavajo, igrajo predstave, imajo strokovne delavnice in zvečer koncerte. Je poletni pobeg od dolgega akademskega leta, na katerem študentje predstavijo svoje delo in nabirajo znanja v bolj sproščenem obmorskem okolju. Po 3 letih sodelovanja s Primorskim poletnim festivalom so se odpravili na samostojno pot. Prej je festival namreč deloval pod imenom PPF Mladi. Iz različnih razlogov smo zakorakali na svojo pot in postali neodvisen festival v organizaciji študentske organizacije Univerze na Primorskem in gledališča Koper. Ker smo šli na svojo pot, je to pomenilo, da rabimo tudi novo ime in novo ime je prineslo tudi novo likovno podobo festivala, tako da se je festival letos popolnoma preobrazil. Beseda fuga pomeni presledek med 2 gradbenima enotama, v italijanščini nekakšen pobeg, hkrati pa je fuga tudi kompozicija glasbenega kontrapunkta za 2 ali več glasov. Če združimo vse pomene te besede, dobimo pomen festivala Fuga. Namen fuge je ustvarjanje mednarodnih vezi. Jaz sem študiral v tujini in ugotovil, da mednarodne vezi veliko štejejo in jaz mislim, da sploh v teh časih, ko
so se države iz nekih razlogov začele vedno bolj, se mi zdi, zapirati vase, da prav mi, umetniki, se moramo mednarodno povezovati in ustvarjati močne vezi in ustvarjati skupaj neko prihodnost umetniške scene. Prvi dan je bila na odru koprskega gledališča predstava I'm Going Away Now šole Central St. Martin's School of Art iz Londona. The show is about it's about dissociation, and it's about sort of confronting the dark side of ourselves that we tend to hide ourselves away from or we tend to avoid. So it's about sort of describing that conflict of trying to seek your shadow but also trying to come away from your shadow. And we see that displayed through a very sort of multimedia, very visual arts-led way of sort of making theatre, and yeah, that's it. Idejo za predstavo je režiser dobil dan pred prvim sestankom za festival Fuga. Tedaj je imel že 1 leto zabeležen naslov predstave, ki jo je tako končno lahko uporabil za svojo novo stvaritev. Največji izziv zanj pa je bilo usklajevanje vaj z igralci. We're all freelancers as well as students, so finding that time to, sort of organize scheduling. So we've been rehearsing in London at night, so after people's shifts, or like I'm working on another show in London right now, so I've had to do 10 to 5 and then run straight to rehearsal from 6 till 9 nearly every day, but everyone's been great. I guess that's the only challenging part. Telesa nastopajočih postanejo na odru posode izražanja, dinamično krmarijo skozi vrsto nadrealističnih prizorov. Igralec Charlie, ki je igral moža brez glave, sicer meni, da ima predstava optimističen ton, saj v njej na koncu tunela najdemo luč in izriše se jasnost novega telesa. Zanj je bila največja preizkušnja carrying 9 chairs. It was I've never done anything like it before, and Ken works a lot with just sort of like lots of different objects in his performances, often kind of carrying a lot of like chairs, and he showed me a video and said, this is what you're going to do. I was like, oh god. But it was amazingly worked out in the end. What it is like you stack the chairs a specific kind of way, and it's almost kind of like working with giant Legos. Hopefully it kind of shows that I can carry all of these chairs, but I must say I'm quite weak. Londončani so bili nad Koprom navdušeni in bi se z veseljem radi vrnili nazaj, okopali so se tudi v Jadranskem morju. It's amazing. I've never traveled abroad for a performance, and I think within the past few years I've not traveled anywhere, so it's been really great to be in a place that has a completely different aura to England. It's been honestly one of the most healing things for me. Drugi dan festivala so se na odru predstavili študentje z dramske fakultete iz Beograda z diplomsko predstavo Tamo, gde pevaju avtorja Filipa Grujića. To je diplomska predstava študenta režije, izbral pa jo je s posebnim razlogom. Ova predstava je nastala na poziv festivala FIST koji organizuju studenti mog fakulteta, to je studentski festival. I prošle godine je koncept tog festivala bio da se sve predstave igraju na kamionu i sve predstave koje su gostovale, to jest bile u takmičarskoj selekciji, su bile na kamionu, a za otvaranje festivala su mene zvali da napravim predstavu za otvaranje festivala na kamionu i to se sticajem okolnosti desilo da i moja diplomska predstava, tako da sam ja tražio tekst koji bi odgovarao da se igra na kamionu. I u toj potrazi sam naleteo na ovaj tekst koji zbog radnje i teme sam nekako povezao da ima veze sa kamionom i zašto bi mogao da se igra na kamionu. Zgodba predstave je sledeča. Mladi se odpravijo na zaposlitev v tujino v različne države Evropske unije. Skupina prijateljev se zbere, da bi preživeli zadnji skupni večer in proslavili rojstni dan enega od njih. 5 jih je podpisalo pogodbo in iz Srbije odhajajo za 15 let. Gre za tematiko, s katero se režiser in njegovi sošolci spopadajo v vsakdanjem življenju, saj se sprašujejo, ali bi ostali v Srbiji ali bi šli raje živeti kam drugam. Kljub temu, da jim je bil tekst predstave blizu, so med ustvarjanjem naleteli na ovire. Stalno su se dešavale neke čudne stvari i jednom glumcu je puklo slepo crevo, pa smo ga zamenili. Taj glumac sad igra u predstavi, ali nije iglo premijeru. Tako da je bilo svega i svačega, ali je zapravo to bio jedan vrlo kreativan i maštovit proces i bilo nam je zapravo
možda je to i najteži proces koji sam imao, jer je bilo jako teško ovaj tekst postaviti na scenu. On je kad se čita i dok smo imali probe za stolom bio predivan i jako smo se brzo povezali sa tim tekstom, sa tim likovima, ali on prosto kad je krenuo da se postavlja na scenu, to je jako teško. Nekako niko nije bio svestan pred početak koliko je to teško i kompleksno zbog takvih replika, takve stilizacije u tom tekstu. Tako da je to baš bio jedan dug proces koji je zapravo ova predstava je svaki put drugačija jer stalno nešto promenimo, doradimo i onda uvek zapravo taj tekst i taj sadržaj i taj stil pisanja nekako iznova tumačimo i tražimo neka nova rešenja kako to možemo da postavimo na scenu. Z izvedbo predstave v gledališču Koper so bili Beograjčani zadovoljni, prav tako njihova mentorica Ivana Vujić, ki jih je spremljala na festivalu. Povedala je, da je ustvarjanje predstave na akademiji trdo delo. Umetnički proces kod nas na akademiji je detaljan, znači od pisanja projekta, studenta, podele, praćenja čitajućih proba, posljednje čitajuće probe, poslije toga mizansena, diskusije, menjanja stvari i rada. Mislim, ono što bi se reklo, radili smo ozbiljno. Eto, to je, bilo nam je lepo. Ivana Vujić pa ni prvič obiskala Kopra oziroma Slovenije. Jako mi se dopada, ja jako volim Sloveniju. Radila sam u Ljubljani i u Mariboru i veoma poštujem slovenačko pozorište, izuzetno, slovenačke glumce, reditelje, pisce dramske, takođe poznajemo dobro i veoma smo uvek radosti kad dođemo u Sloveniju. Ona je veoma lepa, ljudi su korektni, odnosno to što kažu to bude, što mi jako volimo recimo. A Kopar mi se jako dopada. Kopar mi se jako dopada, cela Istra je veličanstvena, dobro je poznajem, Grožnjan, Motovun, već ova morska mesta takođe, a Piran, ja sam u Piranu recimo kao dete letovala 7 godina. I moje detinjstvo je vezano za Piran. Tako se desilo i to je to niko ne može da izbriše. Drugi dan je bila na vrsti predstava Oprostite, je li infuzija keto friendly z Dramske akademije iz Zagreba. Predstava se odvija v 3 sobah, zato je niso postavili na oder, ampak so jo odigrali kar v 3 garderobah gledališča. Gledalci so se zato po želji sprehajali iz ene garderobe v drugo in bili tako priča 3 različnim scenam, ki so se dogajale hkrati. Včasih so se spojile v eno, ko so vsi igralci prišli na hodnik. Pa najviše je zapravo bio problem, dakle, činjenica da smo izvodili trebali smo dakle 3 izvedbena prostora i to su onda bile 3 prodavaonice na fakultetu, a predstava nam je trebala izaći za vrijeme jesenskih ispitnih rokova i onda je bilo, mislim, nezgodno bilo iskoordinirati sa svim, sa kompletnim studentskim tijelom akademije, kako je to trebalo izgledati. Radili smo u rujnu, u septembru i tada je mislim da je uvijek najgore raditi to na ljeti ili u ranu jesen u teatru jer su svi jako zauzeti i onda smo zapravo i zgodno je to što imamo zapravo 3 odvojene izvedbe pa sam zapravo sa svim grupama mogla intenzivnije raditi individualno. A onda smo se spojili pri kraju, ali bilo je jako inspirativno i bilo nam je jako zabavno i zanimljivo istraživati kako ćemo materijale staviti u predstavu. Gostje iz akademij so izrazili hvaležnost, da so lahko del festivala. Med dnevom so imeli študentje, ki tisti dan niso nastopali, organiziranje razne strokovne delavnice. Ena izmed njih je bila recimo delavnica z naslovom Bertolt Brecht, praksa in delo z igralci. Pa jako mi je drago da su organizirana ova večernja druženja. Drago mi je da postoji čak 2 radionice koje tematiziraju Brehta, to mi je jako zanimljivo jer se s njima Brehta volim čitati, ali nisam se imala prilike puno u teorijskom radu na fakultetu susretati s njima, tako da me zapravo i to jako raduje. Eto. V drugi polovici festivala so nastopili še ansambli iz Akademije umetnosti Univerze v Banja Luki, dramskega studia UMAG in Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Umetniški vodja festivala je pojasnil, kako pride do izbora akademij, ki se predstavijo v Kopru. Do zdaj delujemo še na vabila, se pravi, jaz povabim akademije, tiste, ki se odzovejo, potem začnemo z razgovori, katere predstave bi bile primerne za gostovanje v tujini.
Ponavadi mi pošljajo 2 do 3, včasih tudi 4 možnosti, ponavadi videe, cele predstave, če mi le rata, uspem tudi kaj v živo pogledati in potem na podlagi poslanega se odločim, katere predstave bom izbral, ker želim pa si, da je program čim bolj raznolik in da lahko v tem tednu vidimo čim več različnih pristopov ustvarjanja gledališkega in pa čim več različnih stilov. Večer je po zaključku predstav popestrila glasba. Nastopilo je več glasbenih skupin ali DJ-jev, kot so Pantaloons, Freekind, Freedom Fighters, Drill, 2B Band, The Chillers, Majka in drugi, ki so obiskovalce zabavali ob morju na Ukmarjevem trgu in pri Bastionu ob galeriji Luke Koper. Doprinos je ta, da lahko vsi Koprčani ali Primorci ali pa kdorkoli, naši obiskovalci, naši gledalci, gledajo predstave zastonj in hodijo na koncerte, ki so tudi zastonj. V tem času se v Kopru zbira 50 študentov dramske umetnosti, ki bogatijo Koper in kulturno dogajanje. Predvsem pa to, da Koper nosijo naprej v svoje države in tam govorijo o njemu in tako spodbujajo dodatne obiske Kopra. Festival je bil po vtisih ustvarjalcev obiskan bolje od preteklih let, še posebej na gledaliških predstavah. Po vsaki predstavi so lahko gledalci ocenili videno z ocenami od 1 do 5, na koncu festivala pa so razglasili zmagovalca. Po izboru občinstva je na letošnjem festivalu zmagala predstava Tamo, gdje pjevaju Dramske fakultete iz Beograda. Festival sodobne in intermedijske umetnosti IZIS je obiskala naša vsestranska Natalija. Poglejmo, kaj vse smo lahko videli. V petek, 6. oktobra, smo obiskali odprtje festivala IZIS v skladišču Libertas v Kopru. Gre za festival sodobne in intermedijske umetnosti, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Pina. Trajal bo vse do 22. oktobra in nosi naslov Osnovni delci, za kar se posveča temi kvantne mehanike, kompleksnemu področju, ki spreminja naše razumevanje sveta. V bistvu, ko smo določili koncept Osnovni delci, smo se v bistvu spraševali o tem, kaj je tisti osnovni gradnik realnosti. Kaj je tista točka, tisti delec, na katerem stoji vse, kar obstaja. In seveda, ko smo začeli raziskovati temo, je bilo neizogibno, da se soočimo z kvantno mehaniko, z fizikalnimi zakoni in ne nazadnje tudi sama kvantna mehanika v svojih teorijah je izredno blizu filozofije. In teorije kvantne mehanike pravijo, da se sicer med sabo razlikujejo, vendar imajo eno skupno točko, da osnovni delci postanejo opazni oziroma vidni v trenutku, ko z njimi vzpostavimo odnos. In v bistvu nam je bila ta metafora osnova za določiti temo in to je osnovni delec je odnos. In tako smo v bistvu v 11. ediciji festivala skušali bodisi na razstavi, bodisi v samem programu delavnic, predavanj in performansov pokazati, kakšen odnos imamo do umetnosti, kakšen odnos imajo umetniki in umetnice pri tem, da ustvarijo svojo umetnost, kakšen odnos imamo mi kot organizatorji do festivala, do prostora, v katerem gostujemo. Naslov letošnjega festivala Osnovni delci nosi ime po prelomnem romanu Michela Houellebecqa. V romanu avtor zelo nazorno secira osamljenost sodobnega človeka, ki je brez osnovnega dela družbe, odnosa. A vsekakor gre za tematiko, ki dopušča lastne interpretacije in dojemanja. Kolektivno gledano se mi zdi, da je nekako zame osnovni delec posameznika, neka iskrica, ki jo goji v sebi in potem v kolektivu, ko se vzpostavi interakcija, jo gradi naprej z ostalimi. Festival bo v svojem bogatem programu poleg razstave nudil vrsto predavanj, delavnic in pa tudi performansov. Za program skrbi Mauricio Valdes, ki v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Pina že dalj časa deluje v Heka Labu kot kurator in zvočni raziskovalec. Well, my role was to put together 3 parts, 3 areas that we wanted to have in the activities along the festival. So there we have 11 activities. Some of them are related to one project that we have that is called AIR, that is sponsored by the program START.
and on which we had 3 activities that have to be connected with this. One is Gregor Pirš from RTV Slovenia, who's going to present this radio program. I'm not going to talk much about the program because people are supposed to come and check it out, but let's say we divide them in different areas. And we also have this new spatial sound unit that we can move and it can be transported. So we use it to also give workshops and lectures that had to do with this kind of using the sound creatively. And yeah, so it's an educational part. It's also going to be research. Some of the people who's going to talk about projects that are not necessarily finished, aligned with the concept of the festival, in which we show pieces that are not necessarily either successful or unsuccessful, but they're in a process in which they could be something. And they're going to try to give also a little bit of background to our audience so we can, not see things as unique and absolute and finished and polished, but that the creative process can be also a fail. Right? So that's kind of the overall thematic that I wanted to put in this content. V nadaljevanju se tako lahko udeležimo vrste delavnic in predavanj ter 4 performansov, od katerih zadnji se bo odvil ob zaenkrat še neznanem času ter na posebni lokaciji v centralnem mestnem parku ob Semedelski promenadi v Kopru. Če vam denem ne meneš se za ljub, njem, ki ljuba ne veljava, tako rekoč, ženem nežno naj. Združila sta se izvajalec historične izvajalske prakse Aco in sodobni plesalec Alberto v zanimivi ljubezenski zgodbi. Poglejmo. V dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru se je minuli četrtek odvil večer festivala Šelestenje, kjer sta nastopila pianist in tenorist Aco Biščevič in sodobni plesalec Alberto Pagani. V svojem nastopu sta združila klasično glasbo in sodobni ples. Jaz sem dolg časa si želel, ker izhajam iz tega, da so včasih ljudje, ko so se družili v salonih, so tudi plesali. In jaz sem si zelo želel, da bi bil del tega, kar jaz počnem, tudi ples. In ko sem spoznal Alberta, je bilo to idealno, ker ta sodobni ples, ki se je med drugim tudi začel razvijati v Parizu, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja, idealno paše na te skladbe. In ker telo samo po sebi že govori zgodbo in nekaj da, kar jaz kot pevec ali pa pianist ne morem dati, ampak plesalec da še eno drugo dimenzijo vsemu temu. V nastopu sta predstavila francoske skladatelje, kot so najbolj znani Ravel in Debussy, ter skladbe, ki sploh še niso bile izvedene v moderni dobi. Vmes smo lahko slišali tudi francoske skladateljice iz konca 19. stoletja. Posebnost nastopa pa ni bil le spoj obeh umetnosti, ampak tudi to, da je Aco Biščevič eden redkih, ki se posveča historični izvajalski praksi. To pomeni nič drugega kot to, da sam sebe spremljam. Se pravi, ko pojem, se tudi spremljam. Namreč včasih ljudi niso imeli radija, ni bilo televizije in edina stik s kulturo, stik z umetnostjo in tudi seveda zabava je bila živa glasba. In pevci, pa skladatelji, Schubert, pa tudi vsi ti komponisti, ki jih bova danes z Albertom predstavila, so sami sebe spremljali doma. In so recimo v salonu, ta glasba je bila pisana za mehne prostore, tako rekoč, seveda tudi za koncertne dvorane, ampak a priori se je izvajala v salonih, kjer je pevc ali pa skladatelj sam sebe spremljal. Pev ne vedno, včasih je tudi spremljal seveda pevc, ampak zelo velikokrat in s tem se danes tako rekoč noben več ne ukvarja. V pop glasbi se seveda pop pevci spremljajo na klavir ali pa na kitaro, v klasiki pa to ni več taka navada. Nas je pa mali broj tega. Ustvarjanje je od obeh nastopajočih zahtevalo ogromno vaje in poslušanja drug drugega. Prav tako je bila pomembna močna kemija, ki sta jo uspela ustvariti in jo ohranjati živo pri vsakem nastopu. Le prove con Aco sono andate molto bene perché abbiamo sempre trovato le necessità, gli spazi che l'altra persona aveva bisogno di avere. E, ovviamente venendo da due mondi molto diversi ci sono stati alcuni
problemi di incomprensione sul linguaggio da usare, ma più che diventare un problema è poi diventato anche un punto di forza, perché per entrambi c'è stato modo di imparare qualcosa di nuovo e mettere insieme due mondi diversi che difficilmente collaborano 50-50, perché spesso, soprattutto con questo tipo di musica, la danza è di secondo piano, no? Mentre la nostra priorità era quella di dare la stessa importanza sia alla danza che alla musica. Zgodba, ki sta jo predstavila, je bila ljubezenska, prikazala pa je celo paleto čustev zaljubljenca. Ta dotičen program je bil sestavljen, sva z Albertom kar dolg časa iskala, recimo velikokrat sva ob večerih tako delala, da sva vzela določeno skladbo, ali paše, ali ne paše. On je improviziral s plesom, jaz sem improviziral s petjem. In ker je, pol sva videla, ok, ta skladba je čudovita, ta nama res paše obema, in na ta način se je pol, sva imela skladbe, ki so nama pasale, in potem se je to povezalo v neko tako ljubezensko zgodbo, od ko človek pade, se zaljubi, je čist prepojen z ljubeznijo do razočaranja in vseh facetov ljubezni do potem ponovnega rojstva ljubezni. Nekateri deli plesne pripovedi so bili improvizirani, je povedal Alberto Pagani. Con l'aumentare delle prove, delle performance, alcune cose diventano set, coreografate, quindi sappiamo entrambi cosa succederà, ma abbiamo sempre lasciato questa libertà, soprattutto per la danza ovviamente, per la musica sarebbe molto più complesso da fare, però per la danza abbiamo voluto lasciare questa libertà per far sì che anche la performance fosse unica nel suo genere, perché c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di non preparato e di appunto improvvisato. Tako se je zaključil predzadnji večer festivala Šelestenja, naslednjo sredo pa sledi še nastop Jureta Ivanušiča in skupine Nordank. Hvala za pozornost in vse dobro v letu 2024. Naj bo bogato tudi s kulturo.